ena jed, različna mnenja. Eni brez ocvirkov enostavno ne morejo, drugi se z njimi niso srečali že od otroških let. Priznam, da tudi jaz dostikrat pozabim na njih. Po pogledu na te ocvirke se mi je utrnila ena dobra zamisel. Ne bomo raziskovali starih receptov, ampak jih bomo uporabili v novi, modernejši preobleki. Ocvirki so bili včasih pogosto na jedilniku, še posebej v zimskem času, saj so bili kot stranski produkt pri kolinah, za katere je bilo značilno, da se ne zavrže nič. Pripravljali so jih slanine. Danes pogosto pozabimo na njih in jim delamo krivico. Le malo kdo ve, da vsebujejo tudi dobre maščobe, ampak kljub temu jih moramo uživati v zmernih količinah. Danes bomo pripravili sladico in to ne bo katerekoli sladica. To bo čokoladni tartufi z ocvirki. Priprava je zelo enostavna, okus pa zelo čokoladen. Tako, najprej v kozico damo sladko smetano. Nato dodamo lupino pomaranče. Vedno uporabljate samo ekološko pridelano. In pa lupino limone. Lupina in sok pomaranče data bistveno bolj sveži in lažji okus tartufa. Za čist posebno aromo v tartufu bom dodal še pa svež timijan. Med tem časom, ko čakamo, da smetana zavre, pripravimo čokolado. Posebej v posodi zdrobimo čokolado in dodamo na kocke narezano maslo in pa na drobne kocke narezane ocvirke. Prelijemo za vročo smetano, premešamo, dodamo še stisnjen limonin in pomarančni sok, maso dobro premešano in jo postavimo v hladilnik, da se strdi za približno 2 uri. En pomemben trik. Če dodamo pomarančen in limonin sok na koncu, bomo naredili tartufe bolj sveže in lažje. Čokolada za tartufe se je strdila. Zdaj oblikujemo tartufe, jih povaljamo v kakavo. Namesto kakava lahko zberete tudi kakšne druge oreščke, kot so lešniki, orehi ali kaj drugega. Čokolado oblikujemo v tartufe, povaljamo v kakavo in začnemo uživati. Pa veš, zakaj se jim reče tartufi? Ne zaradi tega, ker vsebuje tartufe, ampak zaradi tega, ker izgledajo kot tartufi. Kdo bi si mislil, da bomo eno jed združili ocvirke in čokolado? Izzivam te, da pripraviš to jed in se prepričaš, da ocvirki niso samo jed naših babic. Z njimi lahko prepričate vse generacije. V komentar mi napiši, ali poznaš kakšno živilo, ki izgine z naših jedilnikov, pa bi si zaslužilo več pozornosti. Se vidimo. To je to.